mladosti, ki povzroči sredo skrbi, napad smejalne norosti. Zahihita se od dlaneh, prasketa po laseh, veselo osmeši oči in zdrvi po zobeh. Smeh nalezljivo okuži velika in majhna usta. In tam 1, 2, 3 se resne bacile pohrusta. Morda s smehom res lahko preženemo bacile, a tisti, ki se spopadate z diabetesom zgolj s smehom, tega ne morete pregnati. Lahko pa se nekoliko bolj smehasto spopadete z njim in si tako vsaj malce olajšate težave, ki jih prinaša s sabo. Spoštovani, spoštovane, s temi mislimi ob svetovnem dnevu diabetesa pričenjamo 24. srečanje sladkornih bolnikov in zdravstvenih delavcev Posavja, na katerem vas prav prisrčno pozdravljam. Pozdravni besedi vabim predsednico društva, gospod Darjo Mančuka. Spoštovane članice in člani Društva diabetikov Posavje Brežice, cenjeni gostje. Toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na današnjem srečanju. Čas za naše srečanje pa so si vzeli tudi predsednik Zveze diabetikov Slovenije, gospod Peter Miklavčič, podžupanja občine Brežice, gospa Katja Čanžar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice, gospa Nataša Avšič-Bogovič, direktor podjetja Elmont iz Krškega, gospod Ivan Čolak. Z nami so tudi predstavniki zdravstvenih zavodov iz Posavja in predstavniki društev, ki delujejo v Posavju. Še posebej pa smo veseli danes tudi delegacije članov diabetičnega društva iz Novega mesta. In seveda z nami so tudi predstavniki medijev. Hvala, da ste si vzeli čas, res smo vas veseli in lepo vas je videti med nami. Zbrali smo se v novembru, ko obeležujemo tudi Svetovni dan sladkorne bolezni, ki povezuje na tisoče ljudi z več kot 160 držav sveta. Združeni narodi so 20. decembra 2006. leta z resolucijo uradno priznali Svetovni dan sladkorne bolezni ter z geslom Združimo se proti sladkorni bolezni, pozvali ljudi celega sveta k izobraževanju in večji ozaveščenosti. Tudi naše društvo vseskozi se trudi, da bi medse privabilo čim več obolelih in jih ozavestilo o skrbi za zdrav način življenja, ki lahko pripomore k zaviranju te bolezni in prepreči njeno razraščanje. S tem namenom izvajamo strokovna srečanja, posvete, predavanja, delavnice, organiziramo športne dogodke, 7-dnevni program zdravstvene vzgoje ter obiskujemo nekatere člane tudi na domu. Dobro poznavanje bolezni je izredno pomembno, saj le dobro poučen bolnik in njegova družina vesta, kako ravnati v posebnih situacijah in kako živeti, da bi bolezen še ne napredovala. Prepričani smo, da s svojim programom delamo dobro za diabetike in mlajšamo tegobe, ki jih prinaša ta nenalezljiva, a zelo zahrbtna bolezen. In seveda prispevamo k boljši kakovosti življenja z njo. Obenem pa se trudimo tudi, da širšo javnost seznanjamo o tej bolezni, o vzrokih za njen nastanek in njenih posledicah, o možnostih in načinih zdravljenja, pa tudi o tem, kako jo lahko skupaj preprečimo. Nadvse resno pa jemljemo opozorila
o velikem porastu diabetesa tudi med mladimi. Prav zato smo ves čas tesno povezani s šolami in sicer s tekmovanji, kaj veš o sladkorni bolezni. Tako poskušamo že najmlajše opozarjati na pasti, ki jih prinaša sodoben čas. Naš slogan, življenje je lahko sladko tudi brez sladkorja, naj bo vodilo vsem, ki si želijo živeti zdravo. Našemu društvu stojijo ob strani strokovnjaki z medicinskega področja in tako se brez dvoma lažje soočamo s svojo boleznijo in premagujemo težave. Lepo sodelujemo z zdravstvenimi zavodi v Posavju, ki zagotavljajo ustrezno zdravljenje in neprestano izobraževanje naših članov ter Zvezo društev diabetikov Slovenije, ki nudi društvo tako finančno kot tudi strokovno podporo pri uresničevanju zastavljenih programov društva. Za sodelovanje in pomoč smo obojim zelo hvaležni in si želimo, da bi tudi v prihodnje izkazovali tak odnos do našega prostovoljnega dela in naših članov. Hvaležni pa smo tudi občinam Brežice, Sevnica in Krško ter podjetjem Elmont, HES, Termoelektrarni Brestanica, Nuklearni elektrarni Krško, ki prav tako s finančnimi sredstvi podpirajo izvajanje zastavljenih programov društva. Hvala tudi podjetjema Novonartis in Zalokar, ki nam zagotavljata kvalitetne predavatelje. Vemo, da smo združeni močnejši pri premagovanju težav. Zato sem vesela, spoštovane članice in člani, da se vselej tako številčno odzovete na naša povabila. S tem prispevate k trdnosti in uspešnosti našega društva in povezovanju društev v občini nasploh. Želim vam, da bi v programu, ki smo ga pripravili, uživali in se sprostili v nadaljnjem druženju, ki mu bo sledilo. Želim vam vse dobro. Vabim tudi direktorico Brežiške bolnišnice, gospod Natašo Avšič-Bogovič, pozdravljam. Spoštovana predsednica društva, gospa Darja Mandžaka, spoštovane članice in člani društva, pozdravljeni drugi udeleženci današnjega srečanja. Na samem začetku se želim prav lepo zahvaliti predsednici vašega društva, ki me je kot predstavnico Splošne bolnišnice Brežice pozvala med vas in mi dovolila spregovoriti nekaj pozdravnih besed. Kot vem, je vaše društvo eno izmed najstarejših društev v Posavju, saj je bilo ustanovljeno že leta 1987, medtem ko je v letu 2015 dobilo še status humanitarne organizacije. Pri svojem delu dosegate vidne uspehe na vseh področjih svojega delovanja. Predvsem ste aktivni pri organizaciji raznih aktivnosti za ozaveščanje vaših članov o sladkorni bolezni, o njenih vzrokih za nastanek, o posledicah in načinih zdravljenja te zahrbtne bolezni. Da se z boleznijo lažje soočate in jo na ustreznejši način vodite. Vse to delate z mnogo prostovoljnega dela, z veliko odrekanja v prostem času. Za vse to in ob svetovnem dnevu diabetesa, ki ga obeležujemo vsako leto 14. novembra, vam iskreno čestitam in želim uspešno delo tudi v prihodnje. Vaše društvo pa že vrsto let sodeluje z zdravstvenimi zavodi v Posavju, ki zagotavljajo ustrezno zdravljenje in kontinuirano izobraževanje članov. Med temi zavodi pa zelo uspešno sodeluje tudi z bolnišnico Brežice.
Sodelujemo tako na področju zagotavljanja preventive, kot tudi kurative, saj naš tim diabetološki ambulanti nudi celovito storitev bolnikom z diabetesom. Nudimo tudi celovito edukacijo oziroma pravilno vodenje bolezni, ker vemo, da samo takšen način zagotavlja bolnikov kakovostno življenje kljub bolezni. Z velikim veseljem pa nudimo pomoč društvu diabetikov Posavje Brežice pri organizaciji delovanja društva, pri občasnih pogostitvah, pri zagotavljanju strokovne pomoči naših zaposlenih. Tudi danes bo z vami naša zdravnica, gospa Živa Kavčič-Tršinar, doktorica medicine, specialistka interne medicine, ki vas bo skozi predavanje novosti pri zdravljenju sladkorne bolezni seznanila z novitetami na tem področju. Morda na tem mestu lahko omenim še, kar ste sicer sami že opazili, nekateri, da smo v bolnišnici posodobili našo spletno stran. Za vse ideje smo odprti, pišite nam, hkrati pa sodelujte pri njenem oblikovanju, tako s vprašanji kot odgovori, ki jih bomo pripravili v bolnišnici. In na koncu, imejte en lep dan, poln pozitivne energije, prijaznih besed, novega znanja. Čas namenite druženju, to je v današnjem času neprecenljivo. In predvsem bodite in ostanite zdravi. Kar niti ne dvomim, ko vas takole gledam in opazujem, koliko energije vlagate v to, da ostanete zdravi. Lepo se imejte in hvala, ker sem danes z vami. Hvala tudi vam, gospod direktorica, za lepe besede. Pozdrav vam bo namenila tudi podžupanja občine Brežice, gospa Katja Čančar. Spoštovana predsednica, cenjeni gostje, dragi gospe, gospodje, lep dober dan tudi v imenu občine Brežice. Seveda na začetku vse čestitke in zahvala naši predsednici in vsem tistim, ki se dejansko najbolj trudite, da vam tako lepo uspejo dogodki, ne le današnji, tudi tiste številne delavnice, športni dnevi, predstavitve tekom leta. Dejansko na občini smo izredno ponosni, da ste dejansko tista prva pomoč, prva roka, ki jo potrebujejo vsi tisti, ki se prvič soočijo z diagnozo sladkorne bolezni, in izkušnje kažejo, da so ravno društvene roke tiste, ki jih bolniki najlažje sprejmejo. Na občini Brežice dejansko deluje malo manj kot 250 društev in občina jih podpira za nekaj manj kot 1 milijon evrov, kar nakazuje na to, da smo dejansko res občina, kjer je društveno življenje verjetno mogoče celo v slovenskem povprečju najbolj aktivno in zato smo vsi zelo ponosni. Želimo si namreč, da to gibanje, to prostovoljstvo ostane, zato, kar se tiče občine, bo naša podpora enaka. Upamo, da kdaj sredstva dopuščajo, da še večja kot do sedaj, da vam bo omogočalo uspešno delo. Še posebej pa smo ponosni na vaše delovanje v okviru najmlajših, se pravi, gospa predsednica je že omenila vašo aktivno vlogo pri tekmovanju za osnovnošolce, kaj veš o sladkorni bolezni. Namreč verjetno so oni tisti, katerim lahko z nekimi znanji, izkušnjami spremenimo navade in jih nekako ozavestimo, da manj sladkorja, več športa, več zdravja. Tudi jaz vam želim čim manj sladkorja in čim bolj zdravo v Posavju. Želim vam pa danes tudi en prečudovit dan,
in tako kot je tudi gospa direktorica omenila, druženja, kajti to je tisto, kar najbolj manjka v današnjem času. Vse dobro! Hvala gospe podžupani in seveda tudi občini Brežice, da kolikor pač zmore skrbi za vsa društva, ki delujejo na našem področju. Z nami pa je, kot je že povedala gospa Darja Mančeka, tudi predsednik Zveze diabetikov Slovenije, gospod Miklavčič, ki bo tudi z nami delil nekaj svojih misli. Dober dan, zelo lep dan se nam obeta danes, predvsem, ker vidim, da vas je toliko zbranih danes v tej dvorani, da proslavimo, oziroma v tem delu Slovenije proslavimo tako imenovani Svetovni dan diabetesa 14. november. Lepo pozdravljam predsednico, ki je glavni krivec, da vam gre tako lepo. Pozdravljam tudi vse goste in seveda vas, člane Društva diabetikov Posavje oziroma Brežice. Kaj bi rad povedal, ne smem biti predolg, ker se boste naveličali, ker za vas je pomembno strokovna predavanja, izobraževanje, ozaveščanje o tej bolezni, kar smo že nekaj slišali v besedah predsednice in tudi direktorice bolnice. Pomembno, ki bi hotel danes poudariti, je, da naša zveza Društev diabetikov Slovenije obstaja že 60 let. Mi smo bili ustanovljeni leta 1956 in od takrat naprej smo ena najbolj stabilnih organizacij. Že vsa ta leta, 60 let, normalno delujemo z vsemi svojimi društvi, teh društv je danes v Sloveniji 41. Vi veste, da je v tem času bilo marsikaj spremenjenega, da je propadla Jugoslavija, da smo se osamosvojili, da smo postali člani Evropske skupnosti. Torej, ogromne spremembe, mi, diabetiki, pa smo še zmeraj tukaj in upam, da tudi normalno, oziroma kolikor se pač da, živimo. V teh 60 letih je tudi medicina oziroma pristop do te bolezni zelo napredoval. Ljudje, ki so živeli iz bolezni pred 60 leti, so se bali, da bodo zaradi diabetesa umrli. Danes, kdor želi spoštovati navodila, kdor želi slediti vsem potrebnim zdravstvenim posegom, z diabetesom lahko živi relativno normalno življenje. Seveda se ne sme prenajedati, se mora gibati, mora imeti zdrav način življenja. Pa kljub temu, da je to tako, mi danes v Sloveniji, se veste, imamo približno 130.000 bolnikov. 130.000 bolnikov in vendar niso vsi člani naših društev, pač si nekateri to ne želijo, ampak trdim, da vsi, ki ste člani društev, ki poslušate predavanja, ki sledite navodilom, živite bolje in bolj zdravo kot populacija, ki to ni. Mi imamo danes v Zvezi društev diabetikov nekaj predstavnikov, ki imajo bolezen tudi 60 let. Za 60 let s to boleznijo in živijo relativno normalno življenje, pomeni, da je ta bolezen zelo obvladljiva. Seveda ne vem, kaj se bo zgodilo v naslednjih 60 letih, vendar moje upanje je, sem skoraj prepričan, da bo napredek medicine, napredek tehnike, napredek k načinu zdravemu življenju pripomogel, da, ko se dobimo tukaj čez 60 let, da bomo lahko rekli, sladkorna bolezen je popolnoma obvladljiva. Čestitam vam, da ste se zbrali v takem številu, želim vam lep dan in da bi iz tega dneva potegnili tudi vse pozitivne stvari. Še to poudarjam, da veste, v soboto, danes čez en teden, je glavna osrednja
proslava 60-letnice Zveze društva diabetikov Slovenije v Domžalah. Z Domžalčani smo se dogovorili, da je proslava tam. Naš sponzor oziroma pokrovitelj je predsednik republike in če bo vse normalno, bo tudi naša ministrica, ki se nam ne pokaže vsak dan, prišla na to srečanje. Upam, da bo tudi z vaše strani nekaj delegatov, da bomo na ta način proslavili ta lep, oziroma, bom rekel, zelo pomemben 60-letnico v Sloveniji te naše organizacije. Želim vam lep dan in lepo se imejmo. Hvala gospodu predsedniku, če 60 let vas znova povabim za ta let. Tako, moj seznam pozdravnih govorov se je tako izčrpal, če pa bi vendarle želel še kdo spregovoriti, pa mu lahko namenimo kakšno minuto še. Če ne, misel Georgija Plehanova pravi, z besedo predaja človek človeku svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug drugemu predajajo svoje čustva. Predajanju besed in misli se bomo posvetili v nadaljevanju, še predtem pa nas bosta Maja Vajs in Robi Petan popeljala v čustven svet glasbe. Maja in Robi skupaj ustvarjata že nekaj let, za njima so številni nastopi in tudi samostojni koncerti, ki veljajo za sproščene, a hkrati suvereni. Tudi danes bosta zagotovo prepričala z Majinim nežnim, a prepričljivim vokalom in Robijevo navdihujočo vsestranskostjo.
Še se bomo malce predajali umetnosti, da bodo potem misli lažje tekle, in sicer nas bo na odru razveselila vokalna skupina Sovice. Sestavljajo skupina deklet s skupno poklicno potjo in sicer so vse predane poučevanju in vzgoji otrok. Že 8 let jih druži ljubezen do petja in glasbenega ustvarjanja. Zadnje leto pa vadijo pod taktirko Jerneja Fabijana. Če imate čas, vas naslednjo nedeljo vabijo v svojo družbo na koncertu Gasilski dom Cerklje ob Krki. Vsekakor pa boste lahko uživali v njihovi družbi prav zdaj. Tukaj
lovi, ker slabo že vidi, vse ji ubeži. Rada bi očala, pa jih ne dobi, najbrž dioptrije prave zanjo ni. Vi pa ne povejte, kam bi polje šla, naj mladina mišja brezskrbno se igra. Kdo ve, morda pa imela tudi ta muca sladkorno bolezen, pa tega ni vedela. Sladkorna bolezen namreč prinaša številne težave za vsakega posameznika, posledice te pa se kažejo na različne načine, pogosto vodijo tudi do zapletov na očeh. Prav o tem bo predavala doktorica znanosti Ivana Gardašević-Topčič, specialistka oftalmologinja, in s tem otvorila današnji niz predavanj. Prvo predavanje je omogočilo podjetje Novartis. Lepo pozdravljeni in čast mi je, da lahko povem nekaj o zapletih na očeh tako številnemu občinstvu, ker nimam prav pogosto priložnosti, ponavadi ljudje niso tako pridni, ker bi treba kaj strokovnega poslušati. Jaz bom povedala nekaj besed o zapletih na očeh v povezavi z sladkorno boleznijo. Največ pa bom govorila o zapletih na zadnjem delu očesa, torej na mrežnici, kajti tu je največ novega in tu lahko najbolj pomagamo in tu v bistvu so imeli ljudje največ težav v času, ko temu ni bilo tako, se pravi so oslepeli. Vsi drugi problemi, ki bom opisala zelo na kratko, so rešljivi že leta in tudi danes in niso tako velik problem. Za začetek bomo začeli predavanje z enim kratkim videoposnetkom, kjer bi vam rada predstavila anatomijo očesa, zato da boste predavanju kasneje lažje sledili. Pa kar lepo prosim. To je oko, v prerezu izgleda takole. Notranja plast je mrežnica. Slika potuje skozi roženico, skozi zenico, lečo, steklovino, ki je prozoren gel, ki zapolnjuje zrklo, vse do mrežnice oziroma retine. Cela notranja plast, ki pokriva notranji del očesa, je mrežnica, naš fotografski film, tkivo, ki je v podobne sestave kot možgani. To je rumena pega oziroma makula, imamo jo vsi, to pa je periferna mrežnica. Makula je odgovorna za najbolj oster vid. Kadarkoli je z makulo kaj narobe, vidimo slabo. To je optični živec, skozi katerega se slika na to prenaša v možgane. Hvala lepa. Lahko kar predstavitev naprej. Na kratko bom povedala nekaj besed o zapletih na očeh, ki niso zapleti mrežnice oziroma retine. Bolniki, ki imajo sladkorno bolezen, imajo pogosteje suho oko, se pravi, da je oko bolj dražljivo, bolj pordelo, reže jih v očeh, imajo občutek peska v očeh. Pogosteje imajo tudi vnetje na očeh, kot so ječmeni oziroma mi rečemo halaci in pa hordeol. Lahko nastanejo kot zaplet tudi nove žile na šarenici, se pravi na tistem delu očesa, ki očesu daje barvo. To so zelo hudi zapleti in težko rešljivi. Pogosteje imajo sladkorni bolniki tudi sivo mreno. Lahko pride tudi do krvavitve v steklovino, torej v tisti prozoren gel, ki sem ga prej opisala, kot zaplet sprememb na sami mrežnici oziroma retini. Bolniki imajo pogosteje tudi navaden glavkom odprtega zakotja ali pa tudi neovaskularen glavkom kot zaplet sprememb na mrežnici. In pa seveda imajo žilno obolenje mrežnice, kot je zapora centralne mrežnične vene ali njenih vej, in pa kot je diabetična retinopatija, o kateri bomo sedaj poslušali ves čas od tu dalje. Sladkorna bolezen je v porastu, tako pri nas kot v svetu, kot smo slišali prej. Tu je opisana prevalenca, ki je trenutno prisotna oziroma je bila prisotna leta 2013. In kot
je razvidno, je nekako v Evropi ta moment prizadetih 6,8% ljudi, v drugih kontinentih je temu slabše, recimo v Afriki 5,7, torej podobno, v Zahodnem Pacifiku 8,1, skratka tu nekje. Ampak trend v naslednjih 20 letih govori v povišanju prevalence bolnikov, ki bodo prizadeti zaradi sladkorne bolezni. In najvišji skok bo nastopil predvsem v trenutno slabše razvitih državah, kjer nimajo dostopa do nekvalitetne hrane iz finančnih razlogov, vendar temu dolgoročno ne bo tako. Zato bo recimo v Afriki prevalenca oziroma pogostost te bolezni porasla kar za 110%, vendar tudi v Evropi ne bo prizanešeno, tudi tu bo prisoten porast, vendar najmanjši, to je 22%. Ker bo prevalenca diabetesa višja, se pričakuje, da bo prevalenca diabetične retinopatije prav tako višja, se pravi zapletana očeh. Trenutno je temu tako. 35% bolnikov, ki imajo sladkorno bolezen, imajo kakršnokoli obliko diabetične retinopatije. Hudo obliko, ki nastajajo nove žile, temu rečemo proliferativna diabetična retinopatija, ima kar 7%. Diabetični makularni edem, to pomeni zbiranje tekočine v makuli oziroma rumeni pegi, ima prav tako 7% diabetikov. Z diabetično retinopatijo vpliva več faktorjev. Predvsem že samo staranje ima v bistvu, oziroma trajanje sladkorne bolezni, ima vpliv na to, da se pri nekomu pojavi diabetična retinopatija. Prav tako je povezano z ravnjo glikiranega hemoglobina, krvnim tlakom in pa holesterola v krvi. Diabetična retinopatija, kot sem prej omenila, je lahko neproliferativna, pomeni, da ni razrasta novega žilja. Pri tej obliki se pogosto pojavlja diabetični makularni edem, kar pomeni zbob mrežnice in slepota. Zdaj, dejavniki tveganja pri nekom, ki ima sladkorno bolezen za nastanek diabetične retinopatije, je visok krvni tlak, visok holesterol, visoka raven glikiranega hemoglobina in pa tudi zadnje čase ugotavljamo genetska naravnost. Kaj pomeni visok sistolni tlak? To pomeni, da je bilo dokazano, da če pri nekomu znižamo krvni tlak, ki ga ima recimo 180/105 na 150/85, s tem znižamo tveganje, da bi diabetična retinopatija napredovala kar za 35% in da bi nekdo izgubil vid kar za 47, se pravi skoraj 50%. Gotovljeno je tudi bilo, da vsakič, ko se nekomu zviša krvni tlak za 10 ml živega srebra, ima kar 1,2-krat večjo verjetnost, da bo imel diabetični makularni edem oziroma oteklino rumene pege. Drugi dejavnik tveganja je visok holesterol. To moram poudariti, da vse, kar se diabetične retinopatije tiče, so si mnenja nekoliko deljena, kajte nekatere raziskave so pokazale, da visok holesterol direktno vpliva na poslabšanje bolezni mrežnice, druge pa so to zanikale, tako da tukaj še čakamo nove izsledke. Visoka raven glikiranega hemoglobina pa prav gotovo vpliva na poslabšanje diabetične retinopatije. Izkazalo se je, če nekdo zelo intenzivno kontrolira svoj nivo sladkorja v krvi v primerjavi s klasično kontrolo, tisti, ki intenzivno kontrolira, kar za 40% zmanjša potrebo, da bi mu kasneje laserirali mrežnico. Prav tako je bilo dokazano pri sladkorni bolezni tipa 1, da če nekdo zelo dosledno kontrolira raven krvnega sladkorja v krvi s pomočjo seveda inzulina, ima kar 75% manjšo možnost, da se bo pri njem razvila diabetična retinopatija in pa 54% zmanjša možnost, da bo tista, ki je že prisotna, tudi napredovala. Pri diabetesu tip 1 je zelo pomembno, da se glikiran hemoglobin, seveda to odvisno od starosti, ampak glikiran hemoglobin je smiselno, da se vzdržuje pod 7,6
in s tem lahko za 20 let odložimo nastanek tiste hujše proliferativne oblike diabetične retinopatije. In je nazadnje genska nagnjenost, to je pa novo, tudi za nas precej novo, vendar pa ugotovljeno je bilo, da so od bolnika se dejavniki tveganja